Že tukaj Valentin. Govoril bom o iskanju samega sebe. Včasih se nam zazdi, da v življenju izgubimo samega sebe, da ne vemo več, kje smo, da smo zašli na stran poti in potem gremo mi iskat samega sebe, kot da bi se želeli poiskati, kam smo zašli, in se potem primemo za roko in se potem vodimo nazaj k samemu sebi. Ampak ali se lahko v bistvu izgubimo, ali lahko izgubimo samega sebe? Oziroma, kam lahko gremo, da se izgubimo? No, v bistvu, če tako pomislimo, se ne moremo izgubiti, ker smo vedno tukaj, vedno smo v svojem telesu. Lahko samo izgubimo svoje zavedanje, da smo vedno tukaj in da se nikamor ne moremo izgubiti. Da edino, kar obstaja, je sedanji trenutek in ta fizična realnost, ki jo doživljamo v tem trenutku. Kaj je torej tisto, kar nam onemogoči zavedanje, da smo vedno tukaj? To so naše misli, misli našega uma, ki nam vzamejo pozornost, ki so glasovi v naši glavi, namenoma proizvedeni zato, da nas premotijo, da se nam zazdi, da nismo več tukaj, in potem nam ne preostane nič drugega kot samo to, da se zavedamo tega dejstva, da smo vedno tukaj. Da nam v bistvu ni potrebno, da bi se iskali, ker se nikoli ne moremo izgubiti. Pomembno je samo to, da zaustavimo te moteče misli, ki nam jih stalno proizvaja in zopet vzpostavimo svoje polno zavedanje, da smo vedno tukaj, da se nikamor ne moremo izgubiti in da karkoli bomo doživeli v življenju, da bomo vedno lahko računali na sebe, na stabilnost našega fizičnega telesa. Včasih pa seveda tudi želimo pobegniti nekam od sebe, od te realnosti. Lahko zamenjamo neko okolje, gremo v druge države, češ, da če bomo nekam šli, potem bomo pobegnili od vseh problemov. Toda vedno, kamorkoli gremo, vedno bomo imeli samega sebe s seboj in hkrati tudi svoje miselne in vedenjske vzorce. Nikamor ne moremo pobegniti pred svojim umom, pred svojimi mislimi, pred svojimi vedenjskimi vzorci. Vedno jih nosimo s seboj. Zato je nesmiselno, da želimo nekam pobegniti. Bolj smiselno je umiriti svoj da nas neha motiti z svojimi mislimi in čustvenimi reakcijami. Koristno je torej, da se zavedamo tega trenutka, da krepimo stik z svojim fizičnim telesom, ki nam je v oporo, s pomočjo katerega se lahko
prizemljimo. In osnovno orodje, za katerim lahko to storimo, je dihanje, je pozornost na naše dihanje. Kadarkoli nas torej premotijo neke misli ali se nam zdi, da je trenutna življenjska situacija neznosna, da ji ne moremo biti kos, namesto da nekam želimo oditi ali pobegniti v neko omamo od drog ali alkohola, je preprosta rešitev, da se enostavno zavedamo svojega diha, svojega dihanja. To je prva pomoč, ki nam je vedno pri roki, ki nas nikoli ne more prevarati. Dihanje je vedno z nami. Naše fizično telo je vedno z nami. Ničesar grozno hudega se nam ne more zgoditi, če smo v zavedanju svojega lastnega fizičnega telesa. Izkoristite torej čim večkrat ta pripomoček, pozornost na dihanje, da se prizemljite in umirite. Potem pa bo življenje postalo lažje in lahko boste kos katerimkoli izzivu. Za dodatno pomoč pri temu, kako se lahko umiri misli, pa vsakemu priporočam brezplačni spletni tečaj DIP Light. Povezavo do njega pa najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala za pozornost in nasvidenje.